Vse vas imam neskončno rad, imam tudi sebe rad in zato tudi to počnem, ker ljudje božji moramo nekaj narediti. Če ne drugo v začetku govoriti in če bo treba potem tudi kakšno akcijo. Jaz sem zdajle po vseh teh 3 letih že dovolj razkurjen in vidim stvari takšne kot so in takšne, ki niso in takšne, ki bi morale biti. Dobro, zdaj pa je na vrsti 19:15, smo rekli, se oproščam za to zamudico. Gospod, ki se še ne želi razkriti, je naš član društva za srečno življenje Belis in je poslal mi po mailu in je prosil, da v njegovem imenu preberem njegovo sporočilo in vam ga bom, sem obljubil. Zelo kratko, jedrnato, njegova vizija, njegov pogled, gospod močno izkušen, samo to, da vam med vrsticami povem, sploh nisem vedel, da imamo takšne ljudi v društvu Belis. Sem aktivni član društva Belis. Svojim delom in predlogi želim izboljšati družbo in pogoje življenja v naši skupnosti. Predloge za današnje srečanje sem predstavil in so priloženi spodaj. V preteklosti sem se zavzemal za prekinitev divje oziroma taktične privatizacije družbenega premoženja ter nedopustnih ravnanj izvršilne veje oblasti. To, kar se danes dogaja. Danes vam kar z računa vzamejo. To moramo preprečiti. Mi bomo naredili eno stran, verjetno kmalu eno Facebook stran za vse tiste, ki ljudem rubijo in verjamem, da je vsak bil že v tem primežu in bomo si noter naredili skupnost in se bomo zoprstavili zoper te veji oblasti. To je strahotno. Moj predlog. Ampak zdaj predlog za današnje srečanje 10.9.22. Njegovo sporočilo je sledeče. Zahtevamo, da EU in države članice takoj uskladijo svojo zakonodajo in prenehajo s kršenjem splošne deklaracije človekovih pravic, h kateri so se same zavezale. Prvič, temeljne človekove pravice ne more in ne sme omejevati, zmanjševati, pogojevati ali prisiljevati nihče. S prisilo in s pritiski izsiljevati nihče, posebno ne osebe, ki imajo od prisile finančno korist. Dejanje je kaznivo, storilec pa odškodninsko odgovoren. Drugič, o tem sem imel predavanje, o čemer zdaj gospod govori, tako da si pogledajte na naši YouTube kanalu. Digitalna preobrazba, ki posega v človeka, njegovo telo in psiho, je strogo prepovedana. Prav tako je prepovedana digitalna preobrazba živali in rastlin ter življenjskega okolja. Digitalna preobrazba je dovoljena le na stvareh, ki so v človeku v pomoč, katere uporabo z lastno voljo uporablja ali ne. Z lastno voljo uporablja ali ne. Okay? In je človeku v pomoč, ne pa v nadzor. Tretjič, v primeru izpada električne energije, zelo dober nasvet je dal, kibernetskega napada ali višje sile in ostalih dejavnikov, zaradi katerih se prekine bančni sistem, do ponovne vzpostavitve bančnega sistema. Bančni sistem pade in se ponovno vzpostavi. Kaj naredite? Od danes naprej, zapomnite si, kaj naredite, kaj svetuje. Velja zadnji papirnati izpisek. Ok? Zadnji papirnati izpisek. Ne bančni, ampak vaš. Tako da, izpišite si zadnji bančni izpisek. Čim večkrat. Digitalnega bančnega računa ali papirnati izpisek screenshot stanja v spletni banki kot bančna knjižica, na podlagi katerega mora banka z jamstvom države in EU ter Evropske centralne banke ECB komitentom na njihovo zahtevo izplačati denar v realnem času. Ker če pride izpad, ne veste, kaj se vmes zgodi, koliko vam bojo dol pobrali, vi nimate pregleda. Držite banko za vrat z zadnjim izpiskom. To vam svetuje gospod X. Še zadnja stvar, 4. točka, en stavek. Kakršnokoli zapraševanje življenjskega okolja je nedopustno in kaznivo,
tudi z namenom spreminjanja klimatskih in vremenskih razmer v javno dobro. To je njegovo sporočilo. Upam, da ste kakšen stavek, kakšno misel zase dobili, kako ravnati v določenih primerih. In se pravi, to je to. Gospoda X, ki nas spremlja, lepo pozdravljam. Se mu zahvaljujem za vse te njegove misli. In vsem našim članom in kasneje vsi, ki nas boste gledali na YouTube kanalu, sporočam, držite se napotkov in začnite razmišljati svojo glavo. Sicer je to zadnje, kar oblast od nas želi, ampak druge očitno ni.